Med začetkom in koncem se bomo postavili v nadaljevanju, Tinkara Kovač pa bo vmes. Zdravo. Živijo, lepo zdrav. Tinkara, najprej, kako daleč je neskončnost? Nihče ne ve na to vprašanje odgovoriti. Jaz tudi ne. Vem pa, da je lahko v obe smeri. Torej izven nas, torej gre puščica v smeri izven nas, v neskončnost, lahko gre pa v globino. In tista globina me je največkrat zanimala. Čeprav pa tvoja glasbena neskončnost je že dala nekaj singlov. Ja, res je. Sem se vmes tudi pohecala, pa mislim, da se spomnim, da tudi ko sva midva govorila prejšnjič o tem, da sem si v bistvu sama kriva, da album še vedno ni šel. Čaka že 1 leto in več. Zato, ker sem dala tak naslov. Jaz bi morala dati naslov, ne vem, danes, zdaj, takoj. Je pa res, da lansko leto marsikomu prekrižalo načrte. Album bi moral iziti 3. aprila v kinu Šiška z velikim koncertom. Jaz bom pa tako dovolj trmasta in potrpežljiva, da najdem nov datum, enega večjega zaprtega ali odprtega prizorišča in da koncert izide res na enem velikem modru, podprt z glasbo v živo in mojim bendom. Del neskončnosti bo tudi tvoja nova skladba Med začetkom in koncem, torej nekje vmes? Ja, tako je. Vidiš, da sem se še preden v bistvu se je zgodilo lansko leto ukvarjala s temi vprašanji, kar zanimivo, ne? Kako sem v bistvu poslala v eter najprej prvi singl, ki je pravzaprav bila obenem tudi zmagovalna skladba Melodij morja in sonca in za naslov Bodi z mano do konca. Pa res priznam, to ni bilo načrtno. Te naslovi so se pač kar pojavljali v različnih obdobjih v zadnjih parih letih. Potem naslednja skladba je bila Se tukaj svet konča. To je bilo tik pred tem, preden je izbruhnila pač pandemija. In potem zatem Slepa sreča. No, in potem smo prijadrali do te skladbe med začetkom in koncem. Ne. Tako da, ja, veliko se v zadnjem albumu, mojih zadnjih pesmih sprašujemo o smislu življenja, o minljivosti pravzaprav in vse to je potem slišati v teh besedilih. Ne. In se krvije na taka rdeča nit. Ampak zdaj v tem poletju bom kar obrnila kolesje naprej in verjamem, da bodo tudi besedila mogoče malo bolj svetla. Se te bom začel bati, kaj ti vidim, da vidiš v stekleno kroglo in naprej. Ja. Če se vseeno še ostavijo pri tej skladbi, pri njej ti na flauti pomaga Ian Anderson. Ja, v bistvu je on prevzel čisto vse flautistične parte in to tako, da me je, ko sem se slišala, kaj se dogaja, kako sem vprašal, kaj počnem, jaz sem mu opisala album, potem mi pa rekel, veš, da bi jaz zagral kaj s tabo. In potem sem mu poslala to skladbo in čez par dni je bila v mojem internetnem nabiralniku flauta, najlepša flauta na svetu. In zdaj je na pesmi. Najprej smo mislili, da bomo v lanskem letu tik pred koncertom, ki naj bi ga Jet Rotal imeli v hali Tivoli, lansirali skladbo kot podporo tudi koncertu, ampak ker se ta koncert ni zgodil, sem se pa vseeno zdaj odločila, da jo dam ven. Ker namreč jaz sem že v bistvu v studiu in delam že nov album, pa tudi 2 nova albuma in bi kar rada malo zaključila to neskončno zgodbo tega albuma. In tako ti povem, da je tako naneslo, ne, da bo po moje albumi šel kar naslednje leto in meni za to ni nič žal, ker naslednje leto bo zelo bogato, tudi zaradi tega, ker praznujem 25. obletnico svoje kariere. In na to vižo se bom oglasila čez celo leto in pripravljam zelo, zelo veliko stvari. Se pa tudi vračaš na odre? Ja, tako je. Več kot 20 datumov v letošnjem poletju, začenši z Vipavski dolini, potem pa na razne konce Slovenije na svoji spletni strani tinkarakovač.net oziroma tinkarakovač.com in na Facebooku in na Instagramu objavljam pridno datume, ki se kar množijo in množijo. V letošnjem poletju bo lepo tudi to, da bom na Melodijah morja in sonca kot še vedno aktualna zmagovalka skupaj z dvojcem 2E bomo naredili medley, to pomeni združili bomo obe zmagovalne skladbe. Ona dva sta namreč
pred 2 letoma, tako kot jaz tudi nastopila na MMS-u in prejela takrat nagrado Danila Kocijančiča. To pomeni nagrado za 2 najbolj obetavna glasbenika tistega večera. In tako je padla ideja, da združimo moči in ravno danes po noči snemam vokal, da se potem to vse lepo zmiksa in kot kaže bomo pesem podprli tudi z videospotom in res že komaj čakam. To poletje do leta. Bova pa zato sedaj tvojo ta novo poslala tudi poslušalce, zato Tinkara, kje se bomo ustavili, na začetku ali koncu? Ja, v pesmi pravim, da velikokrat dramatiziramo in poveličujemo začetke in konce, potem pozabimo na vse tisto, kar je bilo vmes. Kolikokrat se pogovarjamo o zgodbah, o nekih tragičnih koncih ali pa ne vem kakšnih začetkih. Ampak jaz mislim, da je življenje pot. Cilji vmes so, začetki, ampak v bistvu, ko je en začetek, je itak zadeva nadaljuje od nekega drugega konca, ki se je zgodil prej. Tako da življenje kar teče in teče in teče in teče naprej. In na nas je, da damo vse od sebe in da uživamo na tej čarovniji, ter poti, ki jo prehodimo. Ko si zaželim nekaj novega, jaz grem na potovanje, da si uresničim sanje. Oče bi lahko vse začeli znova in se čudili nad vsem in se vračali nazaj v tisti čas. Pred prvim poljubom tisti čas, pred prvim objemom, med začetkom in koncem si ti in v tebi je vse ostalo. Čuvaj srce, daj ga vedno na pravo stran. Zaključki so veliko bolj teatralni, tako se velikokrat od zgodb spomnimo le na njihov konec, na priklon, na aplavz, na nasmeh in odhod. Z tistega odra, ko je odšla še zadnja godba in je odzvenela še ena zgodba. Med začetkom in koncem si ti in v tebi je vse ostalo. Čuvaj srce, daj ga vedno na pravo stran. Od jutranje rose do žametnih noči tiho rastemo, gradimo, drhtimo, ni popolnosti, le neskončnost obstaja.